Vas je strah narediti napako, tudi če ni nobene kazni? Moje ime je Aleksander in današnje coaching vprašanje je namenjeno vsem tistim, ki vas je strah, kaj si bodo drugi mislili, ki vas je strah, če boste nekaj naredili, da boste zaradi tega obsojeni ali pa da boste zaradi tega nekoga razjezili. Danes se ljudje bojijo narediti napako, tudi če ni nobene kazni za to. Kajti znova in znova se morate zavedati, da ko boste šli naprej, še posebej, ko govorimo o poslovnem področju, ko boste šli naprej v življenju in naredili naslednji korak, se boste nekaj naučili na naslednjem koraku, kar se ne morete naučiti, če ne boste naredili naslednjega koraka. In veliko ljudi danes jih je strah narediti nekaj, se premakniti naprej, narediti tako imenovano napako, tudi če sploh ni nobene kazni za to. Njih je strah, se bojijo. In s tem, ko zaustavljajo svoj napredek, ko zaustavljajo svoj razvoj, ko ne gredo naprej, ko ne naredijo napake, se nič ne naučijo. Vedno znova bi rad, da se zavedate dve stvari. Če boste se nenehno trudili, da boste šli iz cone udobja, če boste se nenehno prizadevali, da boste rasli kot oseba, kot posameznik oziroma posameznica in tudi kot podjetje, boste prej ali slej dosegli dva pomembna rezultata. Prvi, da vam bo uspelo, drugi, da se boste nekaj naučili. Lahko boste celo oba skupaj. Vendar, znova in znova vam želim poudariti, da je večina strahov, ki jih imate sedaj, nekoristnih. Če so strahovi koristni, jih seveda zadržite. Če niso koristni, jih odpravite, zmanjšajte. Naučite se tehnik nevrolingvističnega programiranja, s katerimi boste znali te strahove zmanjšati. Prijavite se k nam na delavnico, s katero lahko v 15 minutah, 20 minutah odpravite, zmanjšate strah in zaživite svobodno. Še posebej, če imate nek strah ali pa strahec, ki vam ne koristi več. Vsakič znova poudarjam, da namen strahov je v določenem obdobju lahko ključen, ker nas zaščitijo pred nečem. Vendar lahko, če ste nek strah dobili in imeli pred 20 leti, vam danes nič ne koristi več. Ali se bojite narediti napako, ali se bojite narediti naslednji korak, tudi če sploh ni nobene kazni. Večina strahov se nikoli ne uresniči. Kdaj, če ne zdaj? Kdaj, če ne zdaj? Hvala, ker ste, hvala, ker sledite, spremljate vsa ta coaching vprašanja in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Ostanite pozitivni, ostanite zdravi in do naslednjič, prosim, pomagajte mi, pomagajte čim večjemu številu ljudi, zato vas prosim, da komentirate, všečkate, delite tudi to coaching vprašanje.